krvne bolezni so v porastu. Javnost te podatke posluša, morda si jih prebere, vendar se jih to ne dotakne tako zelo, kot če bi sami doživljali soočenje z eno od teh bolezni, v konkretnem vašem primeru ene od krvnih bolezni. Zato bi vas vprašala, nam lahko poveste, pred kakšnim izzivom se znajde človek, ko dobi to diagnozo, koliko moči mora najti v sebi, da mu uspe bolezen premagovati in prestati zdravljenje, ki ni preprosto, ni enostavno, temveč je agresivno, invazivno, vendar pomaga. Moja bolezen je amiloidoza srca. To je ena zelo redkih bolezni. Je bilo pa kar hudo, no. Jaz sem pač začela kar pešati, nisem mogla več se premikati, hoditi, vsaka stopnica mi je bila velika ovira. Zato sem začela hoditi okrog zdravnikov, kar mi niso našli kur diagnoze. Ugotovili so, da na srcu nekaj ni v redu, tako da je pol leta trajalo, da so mi našli ta pravo diagnozo. Potem sem začela z biološkim zdravljenjem. Samo zdravljenje, sicer nisem bila hospitalizirana, moje zdravljenje je potekalo bolj doma na kavču, ker se nisem mogla gibati. Tako da to je bilo sicer lansko leto, sem bila res kar boga. Tako da letos, kakšne stopnice zdaj prehodim, sem prav vesela, ker vem, kakšna ovira je to bila en let nazaj. Glede na opisano ste dosegli izjemen napredek, velik premik, ki vam je najbrž v veliko veselje. Ja, tako je. Jaz sem res hvaležna, da sem zdaj v stanju, kakršna sem. Čeprav nisem še čisto okej, ampak če pa primerjam, kako je bilo eno leto nazaj, sem pa zdaj zelo fajn, ker res vidiš, kaj pomeni, da lahko narediš svoj korak, kar je bilo to meni prej ovira. Res sem težko hodila, dihala sem zelo težko. Tudi pa, ko sem prejemala te biološka zdravila, sem imela kar nekaj stranskih učinkov. Od tega, da sem zelo zatekla, pa so bile driske, pač sem zelo slabo videla, tako da so bile pač te stranski učinki. Ampak moja bolezen je zdaj v remisiji. Sicer prijemam še, po študijah je, da še nekaj časa prijemam to biološko zdravilo, tako da zdaj je čisto nekaj drugega. Tako da sem res hvaležna, da sem zdravnikom, da so mi res tako pomagali. Kakšni pa so trenutno glavni izzivi? Kaj vidite pri sebi, pri svojih občutjih, da je treba še izboljšati? Kaj bi veljalo najprej narediti, da dosežete še dodaten napredek? Ne vem, v čem mislite, v smislu zdravljenja. Tako. Meni je bila večji napredek to, ker je res kar nekaj časa traja, da so našli mojo diagnozo. Ker sem hodila od enega zdravnika do drugega zdravnika, pa tam je bilo treba čakati mesec, pa pol, pa 2 meseca, moje stanje je bilo pa skozi slabše. Če bi to se našli toliko prej, imela sem pa tudi potem, ker se je toliko dolgo iskalo, sem imela okvaro srca, pač ta bolezen zelo prezadene enega od organov, pa meni je bilo to srce, ledvica pa jetra, ker pač se je toliko dolgo odkrivalo, da so bili ti tudi zelo prizadeti organi. Kakšni pa so vaši izzivi za naprej? Ja, ne vem, jaz na življenje gledam zelo pozitivno. Tudi to bolezen sem pač tako vzela, skozi sem bila pač temu, da pač moram se pozdraviti, vem, da zdaj glede na to, da se prej nisem mogla gibati, gledam, da se res gibam, da mi je vsaka taka stvar res hvaležnost, ker si rečem, hrib sem, pač grem lahko po stopnicah, ker to prej pač ni bilo in vem, da probam stati čim bolj aktivna.